Živijo, dobro jutro, torkov jutranji redni Facebook z mano, urca je 8 in nekaj drobiža. Upam, da ste že vstali in da ste v polni energetski napetosti in da počnete nekaj pametnega. Ali pa še spite? Ok, dej da vidim, stari, če me gledaš v živo, dej napiši od spodaj v komentar v živo gledam, če pa si še malce v Wasserwagi, potem pa, ko boš gledal kasneje v posnetku, napiši gledam posnetek. Ok, kaj sem danes razmišljal o današnji temi, pravzaprav iskreno nisem dosti razmišljal, ker sem v zadnjih dneh malce vpet v eno kampanjo, v kateri pomagam moji hčerki, ki odpira burgernico, Burger House oziroma Blue Note Burger se imenuje. Kaj je zdaj pomembno iz tega, kar jaz sicer delam? Hočem vam samo povedati oziroma potrditi tisto, kar govorim tudi sicer v mojih mailingih, v knjigi in v drugih materialih, ki jih delim z vami, da zaslužek na internetu, ne bom govoril, kaj ni, ampak da je zaslužek na internetu lahko tudi, če se ukvarjaš z neko zadevo, ki izgleda popolnoma klasično, recimo v tem primeru neka okrepčevalnica, in si na internetu pomagaš do tega, da pripelješ v to svojo poslovalnico, v to okrepčevalnico goste, pomaga ti, da s temi gosti nekako vzdržuješ tudi potem komunikacijo, ko oni niso pri tebi in si s tem povečuješ pri njih svoj rating, vzdržuješ, kako bi se temu reklo, lepo po slovensko, ene take lepe odnose, da ti ljudje vejo, kaj delaš, da se jim predstavljaš in tako naprej. Torej, to je en vidik, da lahko iz popolnoma normalnim poslom dosežeš dodaten zaslužek, a ne? No, in druga stvar, to je pa tisto, kar sem napisal gor v naslovu, kaj je to outsourcing v internetu. Namreč na internetu je ogromno enega outsourcinga in če se nekdo loti tega, lahko tudi s tem ustvari zelo, zelo dobre zaslužke, dela od doma in je to tisto, o čemer govorimo, delo od doma, posel na internetu in karkoli. Outsourcing, se pravi pomoč za druge. Glej, stari, to je isto kot v real life-u, ko pogledaš, ne? Učitelji, avtomehaniki, kaj ne vem, urarji, ne vem, vodovodar in tako naprej. Glej, oni so se nečesa naučili so se svojega posla, en se je naučil popravljati avtomobile, recimo, ne? In zdaj ti kaj, ti stari voziš avto se ti pokvari, kaj danes ne moreš več popraviti avta, ni šanse, da ga popraviš karkoli, če se kaj resnega zgodi, recimo, ne, ok, lahko gumo zaflikaš ali pa še to ne. V glavnem, zato imamo potem avtomehanike, ki zapeljemo avto k njemu in nam on avto popravi, mi njemu to storitev plačamo in on je za nas izvedel outsourcing. Ne? In isto imaš, stari, na internetu ljudi, ki potrebujejo ogromno nekih storitev, ki jih sami ne znajo narediti. In zdaj, stari, če ti tukaj vskočiš in rečeš, ok, kaj pa da jaz delam outsourcing, kaj pa bi zdaj lahko delal kot outsourcing na internetu, recimo, ne? Evo, jaz zdaj delam, v bistvu pomagam te moji hčerki, ki odpira to burgernico, in pomagam s tem, da delam tiste stvari, ki jih znam, ki sem se jih jaz naučil. Tako kot se je avtomehanik naučil popravljati avto, tako sem se jaz naučil kaj moreš imeti,
delaš na internetu in zdaj jaz pravzaprav samo tista znanja prenašam na njo in si bo ona izpostavila sistem in to bo to. In zdaj trenutno pač jaz delam outsourcing, ker jaz delam. Seveda ona nima niti časa. Stari, ker to je toliko enih lumparij za narediti, da ti zapeleš privat posel, ker ona jasno je začetnik, da si sploh misliti ne moreš. Se pravi, tisto, kar mi bazamo na internetu, je iskreno rečeno proti real lifeu oziroma rekel, v realnem sektorju šala mala. V glavnem, ne, zdaj kaj pa je, zdaj pojmo nazaj na ta outsourcing, kaj bi to lahko bilo. Se pravi, lahko, če znaš, narediš nekomu spletno stran. In potem, če mu narediš spletno stran in ti zadeve dobro poznaš, mu lahko rečeš, stari, glej, če hočeš dobro delati na internetu, poleg spletne strani je nujno, da imaš autoresponder. In mu ti seveda svetuješ, kateri autoresponder bo uporabljal mu, ker ga ti uporabljaš in ga znaš uporabljati. Glej, stari, vse je to, ti znaš, ti si se naučil in potem lahko to deliš naprej. Se pravi, mu narediš autoresponder oziroma mu ga postaviš, mu razložiš, kako se dela z njim in tako naprej. In ves ta outsourcing, ki ga delaš, seveda ti lahko tem strankam tudi zaračunaš in oni ti bodo z veseljem plačali, ker bodo vedeli, da si jim ti naredil za njih nekaj dobrega, nekaj, kar oni rabijo, tako kot ko jaz rabam servis za avto, ko mi gre nekaj v maloro. Torej, naprej, kaj so potem? Potem se pa začne pojavljati en kup stvari, ki jih ljudje še rabijo za ta svoj, recimo, nastop na internetu. Jaz zdaj ne vem, kaj ti znaš, ali pa kaj te zanima. Ampak recimo, kaj še rabijo? Rabijo recimo nekoga, ki zna pisati dobre članke, da bojo te članke dali na svoj blog, na svoji spletni strani. Lahko rabijo nekoga, ki jim bo naredil dobro fotko. Lahko rabijo nekoga, ki jim bo oblikoval nek logotip. Lahko rabijo nekoga, da jim bo posnel video. Ali pa nekoga, ki jim bo naredil podcaste. Lahko rabijo nekoga, da enostavno rečejo, lej, stari, jaz pa tega res ne mislim delati oziroma ne znam, nočem, nimam časa, ne vem, pojma nimam, kaj naj ti rečem, kaj ti lahko nekdo se zmisli in ti reče, dej ti to meni naredi, res mi, lej, jaz vsebine imam, jaz se s tem ne bom ne bom po francosko povedal, ampak sej si dojel. Dej ti to meni vnes, lej, tokle pa tokle ti je tole cena, ti vneseš in spet imaš tisto, o čemer govorimo, zaslužek na internetu. Stari, in tako naprej, jaz upam, da imaš sliko, zaslužek na internetu so zadeve, ki jih ti imaš ali znaš narediti in lahko ta svoj izdelek ali pa to svojo storitev nekomu tudi prodaš. Zaslužek na internetu, stari moj, je prodaja. In vse tisto, kar ti nekdo govori, da zasluži bajne denarje, ker klika na oglase, da zasluži bajne denarje, ker odgovarja na ankete, da zasluži bajne denarje, ker igra ruleto na internetu ali pa kakšne druge igre na srečo. Lej, ne bom nič rekel, če mu verjameš pejt, pa delaj to. Ampak jaz sem veliko stvari tega tudi preizkusil nekje v davnih časih in zato ti lahko popolnoma z gotovostjo zatrdim, da ne boš zaslužil. Zato, ker vse tisto, kar ti nekdo reče, da bo to tako na easy pa z lahkoto, je res. Res je na easy pa z lahkoto, sam ne zate, stari. Za unga, ki mu boš ti dal svoje ojriče. V glavnem toliko. Outsourcing, se pravi za druge, pomoč nastopa na internetu za posle, ki jih že itak poznamo in se ne opravljajo na internetu. Ja, vse to je. In če hočeš delati outsourcing
da boš pomagal nekomu, da bo naredil spletno stran, da bo postavil autoresponder, da boš imel ti nekaj od tega, kar boš naredil drugmu dobro delo, potem, če še ne veš, kako se to dela, ne? Potem klikni gor na linkič, ki sem ti ga dal, www.fotkar.com, poglej si moje vsebine, če te zadeva zanima, stari, piš, poklič ali pa karkoli. Kontakte imaš na moji spletni strani, kjerkoli, kamor prideš. Glej, imej se skrajno, uživaj današnji dan na polno, kot da je tvoj zadnji, pa ni, ne, pa ni, ampak uživaj ga in lej, se vidimo naslednji torek, če bo vse normalno. Če si pa skočil, ja pa še mimogrede, pridi v petek ob 5 na otvoritev Blue Note burgernice, ki jo odpira moja najmlajša hči, in pocukaj me za rokav, ker jaz bom tam, pocukaj me za rokav, rečeva kakšno. Čau, či.